Dobrodošli nazaj, spremljate oddajo Ambienti. Na vrsti je stanovanje z modrimi poudarki in z modrim načrtovanjem, predvsem opreme. Ravno slednjim so dosegli učinek odprtosti, saj stanovanje na prvi pogled daje vtis, da je večje kot v resnici. Lahko rečemo, da so dosegli sijajen in stilsko dovršen izplen na manj kot 50 kvadratnih metrih. Ko se združijo mladost, drznost in premišljeno načrtovanje, dobimo modro stanovanje, ki se nahaja v stavbi Zelena Šmartinka. Pogovarjala se bom z mladim parom, ki tukaj stanuje, in mlado oblikovalko interierja, ki jima je pomagala dom opremiti tako, kot sta si želela. Maja in Matjaž, lepo pozdravljena. Živijo. Živijo. Predvidevam, da je to vajino prvo skupno lastniško stanovanje, a ne? Res je, to je najno prvo skupno lastniško stanovanje, drugače sva že prej kar nekaj let preživela skupaj, tudi eno stanovanje že skupaj tudi opremljala, čisto zares od začetka do konca je pa to najno prvo skupno stanovanje. S Tjašo smo se poznali že odprej in ko je slišala, da smo kupili stanovanje, se je pač ponudila, da bi nam pomagala, da zrihtamo, da je najbolj funkcionalno možno. Pa je zaradi tega, ker vaju je recimo poznala odprej, sodelovanje lažje ali težje? Ja, zelo zanimivo vprašanje. Jaz mislim, da je imela Tjaša zaradi tega mogoče malo večji izziv, ker se je želela malo bolj potruditi, ker nas je poznala. Pa, po drugi strani pa mogoče je tudi vedela recimo točno, kaj si želiva, brez da bi, ne vem, več se stankovali. Tako da se mi zdi, da pol na koncu je to sodelovanje res obrodilo sadove. Torej, danes stanovanje izgleda točno tako, kot ste recimo videli na sliki. Ja, še boljše, na živo je še lepše, ne? Ampak drugače pa ja, dobili smo 3D renderje stanovanja, se pravi, kako naj bi izgledalo, in mislim, da smo se držali do detajlov, tako da je nekako pol zadeva res prišla zelo, zelo podobno kot na renderjih. Tjaša, lepo pozdravljeni. Živijo. Predvidevam, da je bila velika prednost tega projekta, da ste naročnika poznali odprej in s tem tudi njune estetske preference. Kako je potekalo to sodelovanje? Ja, moram reči, da včasih zna biti to, da naročnika poznaš prednost, včasih se tudi zgodi, da je slabost. Ampak moram reči, da v tem primeru se je to izkazalo kot nekaj res fajnega. Vedela sem, kakšna sta po karakterju, da sta bolj živahni osebi, da v njuno domovanje sigurno ne bi umestila popolnoma belega interierja. Hotela sem, da njun dom odraža njun živahen karakter. In glede na to, da gre za novogradnjo, v tloris po vsej verjetnosti niste posegali, kako veliko pa je pravzaprav to stanovanje? To stanovanje je veliko približno 50 kvadratov plus 10 kvadratov terase. Mislim, da in tako optično kot funkcionalno samo stanovanje poveča, zaradi tega, ker je res ta prehod zunaj noter precej zamegljen. V sam tloris stanovanja smo minimalno posegali, v bistvu tukaj na prehodu med dnevno in kuhinjo, kjer je zdaj hladilnik, je bila ena stenca in smo mi v bistvu tekom slikopleskarskih del ugotovili, da nam pa malo strižejo centimetri in smo jo mogli v bistvu v zadnji trenutek podreti. To pa nam je tudi malo posegalo, kako bo zdaj izgledal tlak, ker tam ni bil položen, ampak smo mi pa to mizarsko vse uredili tako, da se danes tega ne opaz in še mogoče malo bolj potegnili ta kuhinjski del z dnevnim bivalnim. Kaj pa barvna paleta? Ker zelo hitro lahko opazimo, da je modra barva tista, ki nekako vleče rdečo nit skozi celotno stanovanje. Ja, jaz mislim, da je ta modra prišla malo naključno skozi to, ko smo mi pač govorili o barvah, o vzorcih, o teksturah, smo se vedno nekako ustavili pri nekih referencah, ki so vključevale to modro barvo. Tako da smo pol hoteli povezati z neko zemeljsko, ki smo jo vlekali z rumene in pač njej komplementarne modre barve.
Če se zdaj mogoče sprehodiva kar od prostora do prostora, ne vsakem lahko najdemo številne podrobnosti, detajle, ki ste jim posvetili veliko pozornosti, a ne? Ja, takoj, ko vstopimo v stanovanje, tam smo umestili eno visoko omaro v svetlo-sivem tonu, ki smo ji pa dodali moder detajl, sedišče in del, kjer se lahko odložijo ključi, denarnica, se obesijo tiste jakne, ki jih nosimo vsak dan, in pa en prostor za čevlje. In potem se skozi steklena vrata sprehodimo v dnevno bivalni prostor. Zdaj mi smo, ker je to stanovanje kljub severni legi zelo svetlo, smo želeli to svetlobo prenesti tudi v vhodni del, zato smo vmes umestili steklena vrata s črnim okvirjem. Potem pa pridemo v ta največji prostor, dnevno bivalni s kuhinjo, kjer je umeščen tudi delovni kotiček. Sedežna garnitura je največja, kar smo jo lahko v ta prostor umestili. Ima tudi možnost iz tega v ležišče, ker lastnika rada gostita prijatelje, tako da imata tudi dodatno ležišče. Sedežna garnitura je umeščena tako, da omogoča poglede proti goram. Da bi lahko namestili televizor, so morali prestaviti stikala, ki so bila prvotno na sredini stene. Oblikovalka je to zagato rešila z leseno stensko oblogo, ki ima na stranici vsa potrebna stikala. Obloga se nadaljuje v delovni kotiček. Tu so nameščene po meri narejene ambientalne luči, oblečene v moder tekstil. Modra barva se v nekoliko živahnejšem odtenku nadaljuje v mehko oblazinjeni posteli spalnice, ki jo zaznamuje še živahna tapeta. Pogledava še, kako so stvari v kuhinji. Kuhinja je bila zelo pomemben element tega projekta, ker lastnica zelo rada kuha in sta si želela kuhinjo narediti čim večjo in čim bolj funkcionalno. Zato smo tudi jo nekako potegnili v prostor in oblikovali v obliki črke U, ji dodali indukcijsko kuhališče z vgradno napo, da nas še ta element nape ne moti, ne zastira tega pogleda in dobimo res odprt in funkcionalen prostor. Tudi, kar se tiče pulta, smo uporabili tehnični kamen, ki je najbolj kvaliteten in najbolj vzdržljiv za res pogosto in kvalitetno uporabo. Kateri je pa vaj najljubši kotiček? Morda ima vsak svojega, ne? Moje kuhinja. Kaj pa vaš, Matjaž? Računalniški kotiček, pa tle dnevni prostor. Tle preživljam tudi največ časa. Mogoče skupni najljubši je pa balkon, ko lahko zvečer kaj spijeva pa gledava. V bistvu sva sredi mesta, ma nimaš občutka, da si v mestu.